Dokler ni tiste sorte avtomobil, ki bi vas prepričeval s posebnim udobjem. Je pa avtomobil, ki ima določene vrline in te bodo prepričale določen del kupcev. V največji meri najbrž obrtniki, ki iščete poceni avtomobil, ker v najcenejši izvedenki ta avtomobil brez DDV stane samo 6400 evrov, kar je smešno poceni. Res, da v tem primeru opremsko bolj okrnjenega novega avtomobila ne boste našli, ampak imeli boste pa nov avto. Dokler je seveda lahko dražji in v večini primerov tudi bo, zlasti takšna potniška izvedenka. V tem primeru z bogatejšim paketom opreme z močnejšim dizelskim motorjem iz nekaj dodatne opreme stane 14 000 evrov. Z vključenim DDV, kar je sicer občutno več, ampak še vedno manj od drugih predstavnikov. Recimo od Kanguja, Berlinga, Partnerja, Cadija in ostalih. Znotraj je okolje v primerjavi z ostalimi predstavniki manj kakovostno in manj raznoliko. Plastika je trda in robustna, mene je zmotila še končna izdelava, ker sem ter tja kakšna stvar zaškripa pa ne bi smela. Tokrat me trda plastika moti tudi zato, ker vse drsi. Odlagališče je sicer ogromno, ampak med vožnjo na večini stvari drsijo. Volan je nastavljiv le po višini, sedež pa ne, zato idealnega položaja ne morem najti in sedim povprečno dobro. Tale doker je še dobro založen z dodatno opremo, celo navigacijo ima, zato je počutje dejansko čisto v redu. Ima pa ta avtomobil druge, zelo pomembne vrline. Začnimo s prtljažnikom. Ta ima prostornino 800 litrov. Z mano vreti v tem avtomobilu lahko 750 kg tovora. In tudi zelo dolg je prtljažnik, 1,16 metra meri, oziroma če nadaljujem številkami, skoraj 1,6 metra, če podrejem tisto klop. Po eni strani so predno še krilna vrata, ki so lažja in manj glomazna od tistih dvižnih, po drugi strani pa je zaradi tega tukaj stebriček in se nazaj slabše vidi. Potniki se boste v ta avtomobil spravili z lahkoto, ker so drzna vrata zelo široka in seveda, ker je tule znotraj ogromno prostora. Ne pričakujte pa vrhunskega udobja, kljub temu, da se dokaj dejansko dokaj lepo pelje. Predvsem slaba izolacija je tista, ki skrbi za hrup in manj prijetno vožnjo. Kakšno grbino sem ter tja podvozi sicer slabo pogoltne, ampak nič slabše od večine tekmecev. Sam recimo pri tem 1,5 litrskem motorju DCI pogrešam še šesto prestavo, kjer bi bila potem poraba še manjša in motor tišji. Ampak tudi dobrih 6 litrov ni veliko, motor pa je že večkrat dokazal, da je dober in dovolj zmogljiv. Na dokerja dejansko lahko gledate iz dveh vidikov, kot na poceni alternativo Kanguju in ostalim, ki bo sicer manj prepričljiva, ampak še vedno v redu. Lahko pa ga primerjate z rabljenimi avtomobili, kar je nekako tudi njegov namen, pa ne v taki polno založeni različici. Za enako ceno ali pa kakšnega tisočaka več boste namreč dobili nov avtomobil, z garancijo in z vsem, kar pa še zraven. In na to računajo pri Dačiji. Glede na dobro prodajo, pa imajo očitno prav.